Začetek pogajanja s podjetjem Iskra Sistemi. Tradicionalna akcija mariborskih študentov. Dijaki dokazali, da so tudi uspešni inovatorji. 20 let delovanja kvarteta Fekuš. Pozdravljeni. Danes je dan žena, mednarodni praznik ekonomske, politične in socialne enakopravnosti ter dosežkov žensk. Na ta dan se običajno moški spomnijo svojih najdražjih in jim namenijo posebno pozornost. Na ulicah smo preverili, kako bodo Mariborčani danes razveselili svoje partnerice. 8. marec je danes, s čim boste mogoče svojo drago razveselili? Svojim v službi sem že odnesel sladkarije, zaradi tega, ker nima smisla ravno v tem dnevu dajati posebej poudarek na cvetje, ki je toliko in toliko dosti dražje. Svojo drago bom pa, ker ji cvetje prinesem dosti krat, razveselil s čim drugim. S čim pa je skrivnost, ker lahko bi gledala televizijo, pa bi videla, kaj bom povedal. Kaj ste dobili? Rožice. Vam je všeč to, da se tako na vas spomnijo? Ja, zelo. Kupil sem eno cvetlico, sicer pa kot običajno pomagam pri gospodinjskih delih in pa vsem ženskam želim vse najboljše. Kako se vam zdi mogoče zdaj v tem času? Že moški dovolj spoštujejo ženski spol, mogoče v teh biznis relacijah? Jaz mislim, da smo že tudi ženske dokazali, da smo čisto enakopravne. In tudi strani moških opažamo tudi vedno večje tudi spoštovanje in jaz mislim, da tu ni več takšnih razlik. Če so razlike, jih mogoče ženske same nekje ustvarjamo, ampak jaz mislim, da ne. Se ti je že slučajno zgodilo, da si na kakšen takšen pomemben praznik pozabil? Mislim, da je to dan danes že skoraj nemogoče, glede na to, da te skozi opominjajo, kdaj je kaj, teda ne. Hvala Bogu za reklame, ne? Ja, hvala Bogu za reklame, ja. Na mariborski študentski organizaciji so tudi letos začeli akcijo zbiranja pomoči za brezdomce. Hrano in druge potrebščine bodo zbirali v nakupovalnih središčih Europark in Planet Tuš ves marec ob koncih tedna. Študenti želijo z akcijo spodbuditi ljudi, da svojim prispevkom pomagajo socialno ogroženim in jim tako olajšajo vsakdanje življenje. Franca Lube obiščemo v zavetišču prav v času kosila. Danes je dežuren v kuhinji, zato je odgovoren za vsa gospodinjska dela. Ker si porazdelimo kako delo, če imamo kaj takega, pa delavnice imamo take, ne. V zavetišču, ki je njegov edini dom že drugo leto, se je znašel potem, ko je zaradi finančne stiske ostal brez stanovanja. Danes mu je, tako kot drugim sostanovalcem, vsaka pomoč zelo dobrodošla. Prije vse prav. Vse belo, od najmanjših stvari pa da vleč pa to vse, to imamo. To zbiraš, nam včasih pripeljajo, tako da imamo za sproti, ne. Pa obenem bi se lahko rad zahvalil za vse te ljudi, ko so nam pomagali. Medtem pa so študenti že nagovarjali ljudi, naj s svojimi prispevki pomagajo brezdomcem. V zavetišču najbolj potrebujejo hrano z dolgim rokom trajanja, potem te življenjske potrebščine, kot so zobna pasta, milo, ne vem, toaletni papir in tako naprej. Ste pripravljeni kaj pomagati brezdomcem? Bom razmislila, sigurno da, ker vedno jim pomagam, ne, kadar pač me prosijo, pa tudi te njihove revijo vedno kupim. Študenti sicer zbirajo pomoč za brezdomce že nekaj let. Med mariborskimi občani pa so vselej naleteli na dober odziv, zato upajo, da bo tako tudi letos. Vršilec dolžnosti mariborskega župana Milan Mikl se je danes sestal s predsednikom uprave podjetja Iskra Sistemi Dušanom Šešokom. Razpravljala sta o predlogu za sporazumno prekinitev pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, a se je pogajanje končalo brez konkretnih sklepov. Županska kandidata Frangež in Fištravec sta pogajanja le dober teden pred volitvami ostro obsodila. Prepričana sta, da Mikl, ki je županski kandidat stranke SLS, zato nima legitimnosti. Vršilec dolžnosti župana Mikl je danes predsednika uprave podjetja Iskra Sistemi seznanil s predlogom o sporazumni prekinitvi pogodbe, a slednji je bil jasen, kar smo vložili v projekt, želimo nazaj. Mi bi želeli zaključiti, želimo dobiti naših 7 milijonov evrov in oditi. Drugače bodo za neizplačane kazni vložili tožbeni zahtevek v višini 14 milijonov evrov. V primeru ničnosti pogodbe pa so občini zagrozili s kar 126 milijonov evrov visoko odškodninsko tožbo. Mi
razpolagamo z javnimi financami in mi ne moramo kar tako reči, aha, to je 7 milijonov in to je zdaj že verodostojni podatek. To smo tudi danes jasno in glasno povedali, da seveda se mora dejansko ugotoviti stanje, kako je. Za tovrstna pogajanja Mikl nima legitimnosti, pa sta jasna županska kandidata Fištravec in Frangež. Njegovo potezo pa razumete kot del predvolilne kampanje. Objektivno gospod Mikl se ne more o tem pogajati kot VD župana in kot županski kandidat. Tako da tu je taka kolizija interesov, da zaradi tega je to neprimerno. Mandat mestnega sveta, ko ga je sprejel v prejšnjem tednu, ni omejen in v tem pogledu se mi zdi to nevarno. Nevarno in utegne mestu povzročiti pravzaprav več škode kot dosedanje neumnosti in nasedle naložbe skupaj. Sicer so radarji doslej zabeležili že 165 tisoč prekrškov, a na redarstvu kazni ne bodo zaračunali. Še vedno čakajo na mnenja pristojnih ustanov. Sedaj pa poglejmo, kaj so danes počeli kandidati za mariborskega župana na nadomestnih lokalnih volitvah, ki bodo prihodnjo nedeljo. Kandidat Liberalne demokracije Slovenije za mariborskega župana Milan Razdevšek je danes predstavil nekatere kratkoročne ukrepe za normalizacijo razmer v mestu do rednih lokalnih volitev. Kot je dejal, morajo v prvi plan stopiti odgovornost, poštenje in socialni čut. Pri tem pa se je skliceval na ideje in vzor pokojnega predsednika stranke Janeza Drnovška. Kandidaturo v LDS-u po Razdevškovih besedah želijo izkoristiti tudi zato, da volivcem razložijo, da prave volitve šele prihajajo, ter da se je na njih potrebno pripraviti. Ob tem pa sta za bodoči razvoj mesta odgovorni tako politična elita kot sami ljudje. Zato so tudi pozdravili nedavne ustaje, ki so pokazale, da so se ljudje končno začeli boriti zase. Kandidatka Liste za pravičnost in razvoj Lidija Divjak-Mirnik je danes pregovorila o programu za razvoj Maribora v obdobju 2013 do 2020. Če bi bila izbrana za županjo, bi že v prvih 2 tednih poskušala pridobiti soglasje za 5 zavez za novi Maribor. Pozvala bi k spremembi statuta in poslovnika mestnega sveta, sprejetju novega zakona o mestnih občinah, sprejela bi temeljit rebalans proračuna, sindikati prevetrila novo občinsko sistemizacijo in takoj začela pogovore za aerologistični center. Ob tem bi postavila skupino strokovnjakov z področja financ, prava, uprave, komunale in sociale. Meni še, da bi v mestnem svetu uživala široko podporo svetnikov. Potem, ko smo v ponedeljek opozorili na kupe snega na mariborskih trgih, ki kazijo izgled mesta, je sneg zmotil tudi kandidata za župana Matevža Frangeža. Ta je v pomoči strankarskih kolegov danes ta sneg odpeljal v Dravo. Da dijaki zmorejo več, kot od njih zahteva šola, pa so dokazali mladi inovatorji in raziskovalci iz Tehniškega šolskega centra Maribor. Pohvalijo se namreč lahko številnimi izumi, ki so jih tudi patentirali. Naprava za zdravljenje čebel in različni nosilci cevi so zadnji izumi srednješolcev, ki za svoje dosežke prejemajo tudi mednarodne nagrade. To je nosilec cevi. Idejo za izum je Venčeslav Mlakar, sicer dijak 3. letnika, dobil pri delu doma. To pa ni edini. Tudi nevidni nosilec cevi je v postopku patentiranja. Pri teh 2 nosilcih je prednost to, da iz prednje strani je neviden. Tukaj lahko vidimo, da se vidi samo iz strani. Na cev je prikovičen. Ali ste vedeli, da lahko zdravimo čebele tudi s pomočjo električne naprave? Izum je last četrtošolca, sicer tudi marljivega čebelarja, ki je idejo dobil, ko je analiziral sosedov čebelnjak, potem ko je zaradi tovrstnega zdravljenja pogorel. In sem potem si izmislil takšno električno napravo, v katero damo oksalno kislino in potem se ta oksalna kislina segreva in se splošča ta oksalna kislina v obliki dima in ta zdravi čebeljo bolezen. Marko pa se je lotil kar izdelave avtomobila, ki lahko doseže hitrost tudi do 170 km/h, ki pa ga bo še dodatno opremil, saj si želi, da bi ga lahko nekoč vozil tudi po cesti. To je izdelano že delno karoserijo, te blatnike, pa tudi ploščo seštevci, te radio.
Da bi pa izboljšal vozno dinamiko, pa sem izdelal celotni sprednji novi del, ki je sedaj nekoliko širši in daljši. Dijaki imajo precej idej, radi delajo na tem področju. Razen tega smo dobili predavatelje tudi, ki so nas seznanili, kako to izvesti, tako da izume tudi patentno zaščitimo, sami naredimo prijavo, sponzorji nam financirajo to, tako da fanti, ki delajo na tem področju, ki imajo želje delati, tako rekoč imajo potem eno veliko referenco v življenju. Skupno so doslej zaščitili že 7 izumov, glede na zavzetost in veselje dijakov pa bo seznam kmalu še daljši. Raziskovalnih nalog, s katerimi žanjejo uspehe tako na domačih in tujih tleh, pa niti ne štejejo več. Z današnjim dnem mandat generalne direktorice Slovenske uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin prevzema Vida Čadonič Špelič, ki je doslej vodila veterinarsko upravo. Nova uprava je nastala januarja letos z združitvijo 4 organov znotraj kmetijskega ministrstva in zaposluje 396 ljudi. Slovenija čaka, kdaj bo mandatarka Alenka Bratušek predstavila novo vladno ekipo. Potem, ko je v preteklih dneh kazalo, da so potencialne vladne partnerice že blizu dogovoru in celo čistopisu koalicijske pogodbe, danes kaže nekoliko drugače. Virant je po današnjih usklajevanjih ponovil, da bo njihova stranka o vstopu v koalicijo odločala šele v sredo. Do takrat pa da ne bo ničesar podpisal. Torej dotlej ne bo parafiranja koalicijske pogodbe z njihove strani. Po neuradnih informacijah naj bi bilo odprto vprašanje resornega umeščanja energetike. Socialni demokrati bodo o vstopu v novo koalicijo odločali jutri, druge stranke pa prihodnji teden. Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je zadeva, v kateri so Hilda Tovšak in še 13 oseb obdolženi dajanja in prejemanja daril pri gospodarskem poslovanju, z današnjim dnem preneslo na specializiran oddelek okrožnega sodišča v Mariboru. Slovenjgraško sodišče je spis v nadaljnjo obravnavo odstopilo oddelku Mariborskega sodišča, ki je specializiran za sojenje v zahtevnejših zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih in drugih podobnih kaznivih dejanj. Kot je znano, je Nacionalni preiskovalni urad 28. februarja po Sloveniji opravil 34 hišnih preiskav in pri tem prostost odvzel 10 osebam. Po zaslišanjih pa so jih 6 izpustili. Osumljeni naj bi želeli pridobiti nedovoljeno nagrado za posel v zvezi z zaposlovanjem tujih varilcev, kot tudi z njihovimi nastanitvami in celo prevozi na delo. Po neuradnih podatkih gre za varilce, ki bi delali pri gradnji 6. bloka termoelektrarne Šoštanj. Vrhovno sodišče je po pritožbi premierja Janeza Janše zdaj zavrnilo še pritožbo Zorana Jankovića in njegovo zahtevo po umiku poročila protikorupcijske komisije o nadzoru premoženja. Sodišče ugotavlja, da Jankoviću z objavo poročila niso bile kratene človekove pravice, niti ni nastala težko popravljiva škoda. Nocoj bo na odru Mariborske opere premierno uprizorjena ena najbolj izvajanih in priljubljenih oper Wolfganga Amadeusa Mozarta, Don Giovanni. Tokratna produkcija je nastala na Finskem kot del tamkajšnjega opernega festivala v režiji Paula Emila Fournija. V mariborski postavitvi pod taktirko Davida Husla bodo nastopili domači in tuji solisti ter zbor opere in baleta SNG Maribor. Mozartova najkompleksnejša in tudi pomenljiva opera Buffa, ki govori o enem največjih zapeljivcev in lahkoživcev Don Giovanniju, dogaja pa se v času poznega rokokoja pred francosko revolucijo, prihaja na mariborski oder po več kot 50 letih, na sporedu pa bo do sredine aprila. Sinoči pa je v Kazinski dvorani Maribor potekal tretji izmed koncertov ob 20-letnici delovanja kvarteta Feguš. Na tokratnem večeru sodobne glasbe slovenskih in hrvaških skladateljev so skupaj s priznanim slovenskim virtuozom na harmoniku Borutom Zagoranskim krstno izvedli glasbeni deli, napisani posebej za ta sestav. Krstni izvedbi dveh sodobnih skladateljev, Davorja Bobiča in Janija Goloba, sta nastali na pobudo enega najbolj uveljavljenih glasbenikov na koncertni harmoniki Boruta Zagoranskega. Moj namen je bil v bistvu, da, ker delujem na Hrvaškem in Sloveniji, da združim vsa dela, ki tukaj obstajajo in da spodbujam skladatelje tudi za nastanek novih del, ki bomo danes tudi izvajali. Krstne izvedbe so dogodki, ki se jih z velikim pričakovanjem udeležijo tudi skladatelji. Davor Bobič je v svoj obsežni opus skladb za harmoniko, ki je izvajan po vsej Evropi, dodal novo delo Končertinato za harmoniko in godalni kvartet.
djelo pruža kompletno sve moguće i moderne tehnike, kompozicijske tehnike koje koristimo u zadnje vrijeme i mislim da zaista u suradnji sa gospodinom Zagoranskim, koji je moj vjerni interpret ne samo u Sloveniji, Hrvatskoj, nego u Europi i uz kvartet Feguš je veliko zadovoljstvo da će se danas predstaviti mariborskoj publici. Zasedba godalnega kvarteta in harmonike, ki je ne slišimo pogosto, odpira nove zvočne možnosti tudi v delu končertino za harmoniko in godalni kvartet slovenskega skladatelja Janija Goloba. Ta kombinacija je zelo fajn, zanimivo za tega, po en sam ta kvartet je odličen, jaz sem že z njimi delal, poznam že odprej, poleg tega ima pa Borut izjemno dober inštrument in to se zelo lepo zlije skupaj, eno zelo lepo barvo. Produksen pa v primerjavi, če onega s kvartetom, mu ni treba se truditi preupiti orkester ali kaj takega, tako da se lahko ukvarja bolj s tonskim niansiranjem. Naslednji koncert, s katerim godalni kvartet Feguš obeležuje 20-letnico delovanja, napovedujejo 20. maja kot glasbeno popotovanje z družino Lipovšek. Maribor, branilec slovenskega nogometnega pokala, se bo v polfinalu letošnjega pokalnega tekmovanja pomeril s Triglavom. Prva tekma bo v Kranju, Aluminij pa bo v drugem polfinalu doma v Kidričevem najprej gostil Celje. Prvi tekmi bosta 10. aprila, povratni pa 17. aprila. Veliki finale bo 29. maja. Mariborski rokometaši, ki vodijo v skupini C ligaškega tekmovanja v pokalu Evropske rokometne zveze, bodo jutri odigrali 5. tekmo. Da ohranijo prvo mesto, se bo morala tekma proti Visli na Poljskem končati najmanj z neodločenim izidom. Zmago za napredovanje nujno potrebujejo njihovi nasprotniki, ki so v Mariboru visoko izgubili. Zato so igralci Branika pred zahtevno nalogo. Tekma bo ziher na nož, že tukaj smo pustili srce na igrišču in mislim, lahko gremo malo sproščeno, ampak konec koncev premagali smo jih, prav tako so oni iz krvi in mesa in zakaj pa jih ne bi še enkrat premagali. Ta konec tedna pa bodo odbojkarski prvoligaši počivali, saj so v sredo končali drugi del državnega prvenstva. Ker so prihodnji teden zanje začenja zadnji izločilni del tekmovanja, nimajo več veliko možnosti za spodrsljaje. Pred zadnjim krogom tekmovanja v modri skupini je bila edina nejasnost, katera ekipa bo 4. in katera 5. Z drugimi besedami je šlo na tekmi med Mariborom in Soboško Panvito v prvi vrsti za to, kdo bo imel v četrtfinalu prednost domače dvorane. Z zmago s 3-0 so si tekmo več pred domačimi gledalci zagotovili prekmurski odbojkarji. Mislim, da so vse karte že na mizi na koncu, ker smo se že tolikokrat srečali. Je samo vprašanje dnevne forme na nek način posameznega igralca, ker danes je odbojka tak šport, da v bistvu celotna ekipa mora grebsti na terenu. V bistvu, če nekdo dela napake, nekdo drug jih mora popravljati, tako da sam tudi kolektivni duh in tako naprej v bistvu vleče celotno ekipo naprej. Izmed vseh četrtfinalnih parov bi moral biti ravno Soboško-Mariborski najbolj negotov. Ali bo res tako, bo odvisno predvsem od igre mariborske ekipe. Nekaj rezerv pa vsekakor še na sprejemu. To je tiste žoge, mogoče ena žoga na sprejemu bi bilo drugače. Tudi ok, če se vrnemo v napad, ampak vseeno imamo še rezerve v sprejemu, tako da to popravimo in jaz mislim, da bomo lahko tudi v Murski Soboti parirali ekipi iz Panvite. V tej sezoni so Mariborčani med vsemi prvoligaši naredili največji skok navzgor. V minuli so se najprej borili proti izpadu, nato pa v četrtfinalu izpadli proti ACH-ju. V tej sezoni jim je šlo bolje, a lahko se zgodi, da bodo prvenstvo končali na enakem mestu kot lani, torej na 8. Maribor že dolgo ni bil v plavi skupini niti, zato je letos za klub to res uspeh. Mislim, s Panvita je dobra ekipa, tem nimamo kaj reči. Potrudili se bomo na najboljše v naslednjih četrtfinalnih tekmah. Prve četrtfinalne tekme bodo odigrali v sredini naslednjega tedna. Ob Panviti in Mariboru se bodo pomirili, ACH in Go Volej, Salonit bo igral proti Triglavu, Calcit pa proti Šoštanju.
V Venezueli se prav zdaj poslavljajo dolgoletnega voditelja Huga Chaveza, ki je v torek po 2 letih izgubil boj z rakom. V Caracasu so se zbrali številni državniki. Včeraj so tudi sporočili, da bodo Chavezovo truplo balzamirali, se bo odprta krsta do pogrebnih slovesnosti ležala na Vojaški akademiji. Sledi pregled drugega dogajanja na tujem. Proevropsko usmerjeni Miloš Zeman je na Praškem gradu prisegel kot češki predsednik. Zeman, ki je nasledil Václava Klausa, je tako postal prvi neposredno izvoljeni predsednik Češke. Inauguracije so se udeležili številni člani parlamenta, ministri, diplomati, ustavni sodniki in duhovščina. Na Korejskem polotoku so se zaostrile napetosti, potem ko je Varnostni svet v četrtek sprejel nove sankcije proti Severni Koreji zaradi jedrskega poskusa. Pjongjang je sporočil, da je razveljavil vse dogovore o nenapadanju z južno sosedo in ji zagrozil z odgovorom vojske ob najmanjšem udoru na svoje ozemlje. Ameriški senat je s 63 glasovi za in 34 proti le potrdil Johna Brennana za direktorja obveščevalne agencije CIA. Potem, ko je republikanski senator iz Kentuckija Rand Paul prekinil svojo obstrukcijo, ker je od vlade dobil zagotovilo, da brezpilotnih letal ne bodo uporabljali za poboje Američanov na ameriških tleh. Aukcijska hiša Christie's je na internetni dražbi, na kateri so ponudili 125 del ameriške ikone pop-arta Andyja Warhola, iztržila 1,7 milijona evrov. Največ so iztržili za Warholovo litografijo z upodobitvijo ustnic Marilyn Monroe, ki so jo prodali za 69.000 evrov. Poglejmo še v nebo. Jutri bo oblačno, padavine se bodo razširile nad vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 6, najvišje dnevne od 5 do 10 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo oblačno, občasno bodo še padavine, deloma plohe. Spoštovani, to je bil dnevnik televizije Maribor. Lep preostanek dneva žena vam želimo in nasvidenje.